2 jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice. Dame in gospodje, to ti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Veseli december je, pravzaprav ga je ostala še slaba polovica in december ne prinese samo veselja. Na vrata lahko prinese tudi marsikaterega goljufa, zamaskiranega v, ne vem, prodajalca koledarjev, drobnarij, karkoli podobnega. No, in ne vem, če ste vedeli, v Mariboru je posebno podjetje, ki se bori oziroma pomaga boriti proti tem pojavom, in sicer podjetje Prepoznaj goljufa, Konrad Zorko SP. In pri gospodu Konradu sem pravkar v pisarni. Gospod Konrad, dober dan. Dober dan. Čujte, dan se treba paziti in denar ne leži več na cesti, tako včasih, da moramo biti pazljivi. Imaš ljudi, ki vsem dajo, ko pa zvonijo, imaš pa takim, ki ne dajo nobenemu, kar tudi ni prav. Zato imamo mi tu 2krat na teden tečaje, pristo Prepoznaj goljufa, in pač vabimo za res nizko kotizacijo, to je 190 evrov, mislim, to lahko v eni sezoni izgubite, in 4 šolske ure traja, tako da 2 tedni so fertik, zdaj še glih čas, da, ker januara tudi hodijo, sicer smo puni, samo damo stole zraven, da pač ljudje pridejo in pravim nekaj, zdaj tudi jaz apeliram, naj bojo ljudje pozorni, tu se nam zgodi, da hodijo, plačajo, bolj pa cumajo na predavanjih, ker imaš bolj tudi take butle. Tu je bil en Zavrča tam pri meji, na predavanju pa je spal, ker je imel pač naporne dni, večer manj ni poslušal, bolj pa je častno sestro narezal, rekel, da misel, da Hrvat se obleko. Ampak vam pravim, če date denar, bojite pozorni, in bolj res goljufa prepoznajte. Ok, pa bi lahko, gospod Konrad, mogoče kako metodo, kak nasvet za naše poslušalce, ki... Ja, čujte, mislim, zdaj jaz ne bi izdal, mi od tega živimo, Jaz imam tu Stojanoviča, sodelavca, ki sem ga v bistvu spreobrnil, on je bil profesionalni goljuf. A celo? Ja, in on je predavatelj tudi zraven mene, In zdaj jaz ne bi vlastno skledo špuko, ampak se pravim tako preprosto eno, da razložim, če nekdo prije do Rdečega križa, dan si izkaznico pa ta spisek, to si lahko vsak ponaredi. Pač imate preprosto vprašanje, kaj Marija še ena, tu na enoti območni, še dela note, da bo vsak rekel ja, goljuf, seveda, Mislim, Marije ni, Kaj pa če je slučajno kaka Marija? Pa dobro, mislim, zdaj, tudi Focn ali dva, to je mala možnost, No, gospod Stojanovič, dober dan tudi vam. Dober dan, se opravičujem, ni za to je malo iz teme, ampak sem videl, to ste se vi pripeljali, Ja. Ampak nijate zimski gum gor? Ne, se imam verige, zdaj zadostujem zakonu. Moja žena taki avto imela, pa imam jaz komplet zimski gum, sicer 340 km prevoženih, super ohranjene, za 100 evrov bi dal, sicer imam zdaj full kupcev. Ne, koliko 100 evrov, samo malo, to vas takoj vzamem. Full imam kupcev. Ne, vam jaz kar dam, evo, gledajte, izvolite, znate, 100 evrov. No, jaz vam zdaj tudi denar vrnem, izvolite. Kaj, že imate prodano, ali kaj? No, to je ena, recimo, od metod, da vam jaz denar cuknem, Ker vi, recimo, ste klasični kandidat za decembra, 100-150 evrov na vratih date nekomu, pa ne veste komu, No, zdaj ste me malo na brzino tu presenetili, moram priznati, nisem pričakoval, Ja, no, vse na brzino se to dela, Na brzino delajo, Zdaj, tisti, ko vam hoče nekaj vzeti, ne bo šel not, pa ražničo z vami pojedel, pa šopske solate, ampak to je na brzino, Zdaj ga vidiš, zdaj ne, to je gotovo, fertik, adijo, On, ko vas v vas lupo, ne bo še šel gor sosedu, ampak si je tisti dan samo vas bral, Konrad, se opravičujem, jaz zdaj grem, veš? Ja, dobro, Stojanovič pol pridi, ker imaš predavanje. Ja, vredi. Kam pa gre zdaj? Ja, zdaj pa gre osveščati na dom, Mislim, gre te stvari v praksi gre kazati, Aha, pa kaj potem isto da denar nazaj, pa... Ja, no, vedno vsaka šola nekaj stane, Hvala lepa za vam. Ja, dobro, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo tudi Milan, od krivice do resnice.